Ja. Teče. Okay. Stojim na Trgu Republike, to je kraj, kjer so se v ponedeljek in v petek prvič zbrali protestniki, da bi izrazili svoje nestrinjanje z vladnimi politikami. Vsi, ki spremljate, kaj vlada počne zadnje tedne, ste lahko opazili, da vse bolj izkorišča korona krizo za spodjedanje demokratičnih standardov in v četrtek, ko so na tarči padle maske, je postalo tudi jasno, da za finančno okoriščanje svojih podanikov. Zdaj, nasprotovanje takim ravnanjem ni samo pravica, ampak dolžnost vsakega državljana, ki nam jo pa hoče vlada omejevati. V prvo bojno linijo je tokrat poslala notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je protestnike označil oziroma obtožil, da so storili kaznivo dejanje širjenje nalezljive bolezni. S tem hočejo odvzeti pravico do protestov in izražanja nestrinjanja proti vladi. Medije na drugi strani pa obtožujejo kar neke levičarske zarote proti vladi, če o teh protestih ali pa o nestrinjanju z vladnimi politikami poroča. To oboje je nesprejemljivo, ampak minister Hojs ima na grbi še kaj več od tega. Spomnimo, to je bil tisti minister, ki je pred 2 tednoma, ko so pricoljale v javnost informacije, da je njegov sekretar Franci Breznik vozil pijan, rekel, da je treba najprej preveriti, če je šlo v policiji za nekakšno zasedo, da so ga ustavili. To je tisti minister, ki je v prvi paket korona zakona predlagal vpis 103. in 104. člena, ki govorita o vstopanju policije v stanovanje in sledenju prek GPS naprav državljanom. In to je ne nazadnje minister, ki še vedno vztraja pri zaprtju občinskih meja, hkrati pa so ga prejšnji teden novinarji zalotili, da je pa sam se odpeljal na svoj vikend v Belo krajino. Mislim, da je to več kot dovolj, da tega ministra pokličemo pred odgovornost in ga spomnimo, da smo v Sloveniji po ustavi vsi pred zakonom enaki in da ne samo državljani na ulicah, ampak tudi predstavniki v parlamentu ne bomo dopustili, da se to krizo izkorišča za omejevanje demokracije ali pa za finančno okoriščanje neke politične klike. V Levici smo to storili in sklicujemo nujno sejo odbora za notranje zadeve, kjer bomo ministra Hojsa postavili.